Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Zmoremo. Ministrstvo za izobraževanje je izdalo priročnik, kako ovajati tiste, ki sovražno govorijo in pri tem ohranjati pozitivno samopodobo. Da gre za alternativno publikacijo, nakazuje že uvodna beseda VD direktorja Urada za mladino, ki citira lik Jodo iz Vojne zvezd. Dokončno pa nas v to prepriča iskanje elementov sovražnega govora v pravljici o Trnulčici, ker ji princ na belem konju ne omogoči samostojne kariere in nadzora nad družinskimi financami. Projekt strahu proti svobodi govora oziroma drugače mislečim se torej nadaljuje z nezmanjšano silo. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt fašizmu, svoboda govoru. Danes bomo za vas komentirali stari prci versus mlade pištole. Kdo zmaguje v generacijskem konfliktu v slovenski politiki in družbi nasploh? Kdo zmaguje v generacijskem konfliktu pri nas? Stari prci ali morda vendarle mlade pištole? In zakaj je tako, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, doktorjem Igorjem Lukšičem in Tinom Mamičem. Dobrodošla. Evo, fanta, najprej za ogrevanje eno lahko vprašanje. Kdo smo zdaj mi trije? Smo mi stari prci ali smo vendarle še vedno mlade pištole? Jaz navijam za to, da letnik ne šteje. Ok, Tino? Ja, veste, tako je pri letnikih. No, ti kot vinar Vsako leto je boljše, ne? Ja, se mislim... Staro vino. Se mislim, da še rekel, da staviš na geografsko poreklo. Če že ne na letnik, pol moraš saj na geografsko poreklo. Ok, to malo za hec, malo pa za res, ampak gremo zdaj mi kar direkt v debato. Tino, ti imaš eno zanimivo teorijo, ne, kar zadeva starih prcev. Namreč tam pri vas, kjer ste bili pod fašističnim škornjem v preteklosti, stari prci niso kar tako, ne? Ja, tam so v veliki meri izginili. Torej, priimek prdec oziroma perdec se napiše na krasu, tudi za mestu. To je eden od priimkov, ki je v času fašizma so ga pač spremenili tako kot vse druge priimke, ampak potem si mnogi ljudje tega priimka niso vrnili v slovensko obliko. A kako se zdaj pišejo po italijansko? Kako je prdec po italijansko? Ne vem, ker to so različne komisije na različne načine prevajale, tako da prav za tega ne vem zdaj konkretno moral pogledati, mogoče Persi ali kaj podobnega. Aha, ok, no se pravi tudi neka dobra stvar. Vsekakor ga niso prevajali, da bi ne vem, primek Drekonja prevajali v... Ja. Merdonja, ali kako bi bilo to? Kagonja. Di merda. Aha, dobro. Ampak dobra stvar, ne, po italijančine je to, da potem lahko ohraniš pač priimek in nisi več prdec. Evo. Igor, ti imaš eno zanimivo zgodbo, resnično zgodbo, ne, to je resnične anekdote, so zmeraj najbolj zanimive, glede obletnice Dražgoške bitke in tam generacijskega konflikta. Ne. Zakaj je šlo točno? Ja, jaz mislim, da za razumevanje pomena generacijskega konflikta oziroma nezaupanja med generacije je tale anekdota zelo povedna in zato jo rad povem. Namreč ob koncu mandata, ko je vlada že padla, so bile volitve leta 2012. To je 2012, ne? Začetek 2012, ja. 2011 konc, ne? Dražgoše so v začetku januarja. Ja. In je prišel k meni se posloviti, ker sva dobro sodelovala, predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik, in se pogovarjava razne stvari, eno uro, marsikaj, se izmenjujeva stališča in tako naprej. In pol na koncu je rekel, ampak veš kaj, ti moram reči, da nekaj me pa zdaj skrbi v zvezi s temi Dražgošami. A bo govornik dal prave poudarke ali ne, ker jaz mislim, da zdaj bi bilo treba nekaj reči, pa a veš, sem malo zaskrbljen, ne, pa sem rekel, pa čakajte malo, se vi določate, kdo bo govornik, ste vi izbrali, tudi lahko verjetno sugerirate, kaj naj pove. Pa prav, ne vem, kako se bo to išlo, no, pa sem pa rekel, ampak povejte že, kdo pa je ta govornik, ne? Pa prav Milan Kučan. In pa ste zdaj, med njima je razlike 19 let. Ja, evo. Ampak Milan Kučan je bil leta 41 rojen in nima izkušnje NOB-ja. Janez Stanovnik jo pa ima. In zdaj, ker nima izkušnje NOB-ja, iz tega izhaja, da pa ne bo znal čisto točno verjetno to, kar bi bilo treba reči. Dati pravih poudarkov, ne? Ampak tisto, kar je ključno, ne, je to, da te močne politične generacije, ker oba izhajata iz močne politične generacije, se pravi tista, ki se zgodi na Slovenskem na 20 let, oba
predsednika države, stanovnik na koncu socializma, Kučan potem takoj za njim. Skratka, dva velika državnika, sploh ni problem na tej ravni, ampak to neko nezaupanje med generacijami je pa neverjetno, mislim, na Slovenskem poznano že dolgo časa. Ne. Recimo, če gremo zdaj nazaj, tam prvi veliki politični konflikt, ko se je slovenska politika oblikovala, je bil med staroslovenci in mladoslovenci. Se pravi, čisto poimenovali smo ga generacijsko, čeprav je šlo tam za neke nijanse liberalizma in političnega katolicizma, ampak mi temu rečemo, da je šlo za generacijski konflikt. Tino, kako je s tem na desni? Zdaj, recimo, če pogledamo malo zgodovino, zdaj ta prva Demosova vlada, Lojze Peterle, predsednik vlade, on je takrat bil precej mlad, relativno mlad. Zakaj po tvoje se niso odločili za kakšno bolj preizkušeno ime in kako je potem to kasneje šlo skozi čas? Je ta generacijski konflikt tudi na desni prisoten oziroma na kak način se kaže po tvoje? No, na desni sredini je gotovo zelo velik manjko v kadrovski politiki nasploh in to je bilo izrazito leta 1989-90, ko dejansko niso imeli ljudi, ki bi prevzeli, ljudi, ki bi imeli izkušnje, ker preprosto niso mogli vzgojiti takih ljudi, po drugi strani pa tudi niso izkoristili vseh možnosti. Tudi danes, ko pogledamo politične stranke desne sredine, imajo velikokrat možnost, da pošljajo kakega svojega politika, da se gre kalit, recimo, v kakšno zahodno državo, ampak to te prilike velikokrat izpustijo. Zakaj po tvoje misliš? Tudi recimo pri medijih, pri medijih je zanimivo. Mediji, posebej v Nemčiji, so velikokrat bili odprti za slovenske novinarje, ampak nihče ni šel tja. Zakaj po tvoje ne grejo? Najprej, ker se bojijo, po drugi strani pa ni treba. Ni nobenih izzivov. V Sloveniji prosperiraš, če kimaš, pa če daješ nove ideje. In zato je v Sloveniji dejansko zelo težko uspeti. In tukaj ne gre za generacijski konflikt med recimo mladimi in starimi, ampak gre med preizkušenimi, starimi mački in novejšimi, tistimi, ki niso bili recimo v politiki. Tako da niso leta problem. Problem je to, da tisti, ki je noter, ne pusti nobenega drugega zraven. No, včeraj je šel tednik Reporter in Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije ima intervju v tedniku in oglašuje intervju na Twitterju, tako revija Reporter, da Jernej Vrtovec pravi, na desni sredini je čas za novo generacijo politikov. Tako imaš občutek, da tak nek neonski napis nad njim utripa jaz. A se ti strinjaš, Tino, s to oceno, da je na desni sredini čas za novo generacijo slovenskih politikov? Jaz mislim, da je v Sloveniji nasploh čas za novo generacijo politikov, gospodarstvenikov in za novo generacijo politične in gospodarske elite kot take. Ampak to ne pomeni, da se daje mlade ljudi noter, ampak ljudi, ki imajo izkušnje. Jaz sem zelo nasprotujem mladim politikom kot takim. Osebno, če bi bil recimo, kralj v ustavni monarhiji, bi prepovedal kandidiranje za državni zbor ljudem, ki so mlajši od 35 let. Bi prepovedal, recimo, da postane premier mlajši od 40 ali pa 45 let, zaradi modrosti in zaradi izkušenj. Tukaj ne gre za to, da so mladi bolj neumni ali pa bolj pametni. Gre samo za eno modrost, ki jo lahko dobiš s kilometrino. In tega ne moreš v politiki, kjer razpolagaš s tujim denarjem, tega ne boš počel gospodarno, če nisi nikoli sam upravljal s svojim denarjem in sam ustvarjal denar in posel. Zato z tega stališča sem osebno zelo proti mladim politikom, po drugi strani pa je čas za druge ljudi. Imamo recimo med recimo 40, 50, 60 let stari, tudi generacije teh sedaj že uveljavljenih politikov, mnogo ljudi, ki so pripravljeni vstopiti v politiko, ampak jih nihče ne povabi. Recimo v študentskem parlamentu pred leti smo imeli celo vrsto zelo uspešnih ljudi, ki so zelo uspešno vodili študentsko vlado in se pogajali z državo in bili res sposobni politiki, ampak teh praktično ne najdemo. Ne najdemo 2, 3, recimo 4, medtem ko teh ljudi je ogromno. Zato ne smemo pristajati na tezo nekaterih posebej liderjev, da ni kadra, da ni ljudi, da se nihče ne odloča za politiko, da ljudje ne marajo politike. Če jim ne daš priložnosti, seveda se ne bodo javili.
Igor, zdaj ob samostojnosti in tudi v bistvu menjavi družbeno-političnega sistema je bila neka cela vrsta, ena generacija tako rekoč ljudi, ki so zasedali take in drugačne pomembne funkcije na zvezni ravni tudi v bivši Jugoslaviji in na nek način takrat so ostali brez dela. Nova država jih ni potrebovala, jih ni angažirala. A se ti zdi, da je od tu korenini tudi ta generacijski konflikt, ker te so bili takrat na vrhuncu v bistvu svojih moči in slej ko prej tudi danes, 25 let in še več potem se nekako vračamo na to vprašanje, da tisti, ki so takrat imeli neke odločilne vloge, jih imajo še dan danes. Res, da ne na formalnih funkcijah, ampak iz ozadja pa se venomer znova pojavljajo ta ista imena. Kako se tebi zdi? Ja, meni se zdi, da to na Slovenskem izrazito vzorski, kot sem rekel, se vleče že takrat, ko smo se politično konstituirali. Potem je to teklo podobno naprej. Zdaj, če gledamo to leta 80. leta, ko je, ali pa 70. leta, recimo, ko je Kavčič se uveljavil. Kavčič se uveljavil tako, da je okrog sebe zbral mlade fante, kaj je takrat Ernest Petrič. To je Stane Kavčič ali... Stane Kavčič, predsednik vlade. Kocijančič, Pregel in tako naprej. To so bili z mladinske organizacije, stari okrog 30 let in so šli v vlado za ministre. In Kavčič je bil pa druga generacija partizanska, se pravi druga liga, ni bil še prva, starostno gledano. In takrat je se uprl na mlade, da bi z njimi prišel in pol so stari naredili kontraudarc, postavili Marinca za predsednika vlade in stvar je šla naprej. Kučan je pravzaprav eden redkih, ki je takrat preživel, ker ni bil glih v vladi in tako naprej. Skratka, pa je Kučan preživel in vlekel to generacijo naprej in ko je prišel leta 86 za predsednika Zveze komunistov, to generacijo potegnil nazaj. Ampak takrat je Kučan imel svoje strice iz ozadja, ki so od Mačka nazaj in je moral spet potegniti mlado generacijo Pahorja in še neke druge, Balažica takrat. In se je na njih oprl, da je proti tej stari generaciji šel. In recimo z enim delom starejše generacije, liberalnim, je dobro sodeloval, drugi so ga odnašali, ampak se je on moral tudi politično utrditi. In potem kar naenkrat, recimo to lahko spremljate skozi Janševe napade, ki je v začetku Kučanu očital, kako se kar naprej dobiva z Dolancem in kako nima on nobene svoje lastne ideje, če malo karikiram, ampak da vsemu ta stari narekujejo. Zdaj pa je Kučan ta kao, ki deli na svete mlajše generacije in se nikakor ne umakne, oziroma ta generacija. In nekaj na tem je, da starejša generacija, mlajši, ne daje dosti prostora oziroma ne zna nekako odigrati tiste mentorske vloge, ki bi jo morala in ki bi bila dobra. O tem tudi Dino govoril, kako on je za mlade, pa ni za mlade. Ja, če bi mi imeli neko generacijsko strukturo v tem smislu, da ti starejši, ki imajo izkušnje, se postavljajo v vlogo nekih mentorjev, svetovalcev, ne vem kaj, ne pa, da držijo preveč niti v svojih rokah. Ampak to seveda ni moralna igra, to je politična igra. Mlajša generacija si to mora izboriti. Ravno tako, kot si je morala recimo Kučanova generacija to izboriti, kot si je morala, če hočete, Kardeljeva in Titova generacija izboriti, kot si je morala Demosova generacija to izboriti, pa skupaj z mladinsko. To je nekaj, kar je treba početi. Tisti, ki misli, da bo dobil politično moč in vpliv s tem, ker je z leti mu nekako pripada, ta se je pač malo zmotil. To se je treba politično pridobiti in šele takrat, ko si ti, oziroma to je pravzaprav edini izkaz tega, kdaj si zrel. Takrat, ko zmagaš. Ko ti rata, ja. Tako. Tino, zakaj se potem da... Ja, si hotel kaj nadaljevati. Ja, izvoli. Tukaj govorimo o tem, da bi se mladi politiki morali grebsti in se boriti za svoje položaje. Ampak dejansko v politiko... Ne gre za položaje, da ne bi zdaj v tem smislu moralno kvalificiral. Ne. Ampak jaz bi rad poudaril eno drugo stvar, ki je pri nas ne opazimo, oziroma je praktično ni več. Politika bi morala tako funkcionirati, da bi določene uspešne ljudi povabila v politiko in bi se oni temu odzvali. In tega recimo ni ali pa je zelo malo. Ali pa se zgodi, ne vem, ko na Hrvaškem, ko so povabili Oreškoviča in ga potem cebelni urit zelo hitro. Ja, točno to, edino, če bi šlo to na tak način, se točno to dogaja.
brez tega driva, ki ga mora nekdo imeti v politiki, ni nič. A veš, ti lahko ugotoviš, mater, ti bi bil pa sposoben, fajn, te bomo naredili za ministra, ali pa ne vem kaj, v stranki za nekoga, ali pa na neki poziciji, ampak če človek ne čuti tega, a veš, da bi to on bil in da bi nekaj naredil. Se pravi, to je to, kar je v politiki blazno pomembno. Brez tega ne moreš. Recimo v socializmu se je to pogosto dogajalo. Ne, da so ljudje ravno zato imaš tabor, zato imaš politične somišljenike, ki ti ščitijo hrbet. Recimo Šarec o politiki pojma nima, ne, ampak ima štab, ki ga ščiti. Ne. In njemu ni treba, njega ne bojo nesli ven, tako kot so Oreškoviča, zaradi tega, ker ga podpirajo. Ne, pa Šarec ima ta drive, veš, Šarec ima ta drive. On si je sam zboril in si je sam zbral ekipo. Bomo se zdaj pogovorili po oglasih, koga ima v štabu in kakšen drive ima Marjan Šarec, tako da ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem generacijskega konflikta v slovenski politiki in družbi nasploh. Pozdravljeni nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o generacijskem konfliktu v slovenski politiki in družbi nasploh. Evo, fanta, prej smo žal morali na oglase, ravno ko so se dobro ogrela, ne? Pa najprej, Tino, tebi priložnost, da razložiš, koga od stricev iz ozadja ima Marjan Šarec v štabu, potem pa, da ti Igor parira svojo tezo, da si je Šarec vse, kar ima, izsilil, tako rekoč izboril sam. Izvoli, Tino. Težava je, da še sam ne ve točno, kdo so ti botri iz ozadja. Ti botri iz ozadja delujejo, kot verjetno vidva sama dobro vesta, tako da oni na vrhu dostkrat sploh ne ve, ker gre za določene posle, ki jih sklenejo tajnice, ki jih sklenejo magari šoferji. In zato so recimo na UKC-u vratarji, recimo zadnji trije premijeji, pa tudi Pahor deloma, dejansko so vladali in se sami niso zavedali, da so v nekem smislu velikokrat samo marionete, da na določene stvari sploh ne moreš vplivati in grejo ne glede na to, kaj ti rečeš. In to se je zelo jasno videlo pri Cerarju prav posebej, ko je postal predsednik in je mislil, da je postal predsednik zato, ker je on tako dober, in potem, ko je prišla ta streznitev, je bilo zelo za njega kruto, ko je videl, da dejansko nima oblasti. Tako da problem teh stricev iz ozadja je, da delujejo po eni strani javno, tako da vsi vidimo, na drugih straneh pa vidimo, kako se določeni posli vozijo mimo. Če vemo za tisto poročilo, ki ocenjuje, da je v Sloveniji 3,5 milijarde evrov letno korupcije, je potem jasno, da to ne gre za kakšne malarje ali pa ploščičarje, ki koruptivno utajujejo davke, ampak gre za precej večje posle. Da sem mislil, da boš omenil preprodajo bakra, ampak pustimo to. Igor, ti praviš, da je Marjan Šarec mali silo to pozicijo, ki jo zdaj ima. Vemo, da je blazen voditeljski talent, to smo danes prebrali. Zadnjič smo prebrali, da je tako rekoč Luka Dončić v slovenski politiki. Dobro obveščeni pravijo, da je že tretji najpriljubnejši politik v Gani. Skratka, je res tip je sposoben. Na kak način je po tvoje on pač prišel v ta položaj, v katerem je zdaj? Ne moreš v politiki doseči rezultata, če te ne goni nekaj močnega znotraj. Tako da tisto, kar je Dino govoril, da bi bil idealni način... Tino, kakšen Dino? Kdo je ta Dino? Sorry, Dino. Kdo je ta Dino in zakaj ga ni v oddaji? Skratka, Tino prej govoril, da bi bilo dober sistem, da nekdo od zunaj ugotovi, kdo je dober in potem te nastavi tja in to sistemsko dobro teče po nekih racionalnih kriterijih. Ne, tega v politiki ni in tega si v resnici ne želimo, ker hočemo imeti tam ljudi, ki potegnejo najprej sebe in potem tudi druge za sabo. To je ta pravi voditelj. In zdaj, koliko bo Šarcu uspelo se to voditeljstvo iti, ker on ni imel še prave šanse, da vleče ljudi za sabo, zdaj ta cela mašinerija vladna in to, kar
počne z njim in izgradnjo te vloge, je zaenkrat bolj nadomestno. Ne? Zdaj, ali bo on uspel iz tega res narediti nekaj, da bo ljudi nekam potegnil, mora najprej ugotoviti, kam. Zaenkrat iz tega, kar počne, še ni razvidno, kam bi jih rad vlekel. Ampak tisto, kar je pomembno, je to, da je on moral kandidirati, moral samega sebe prepričati in to si izboriti. Ne, to je tisto. Ampak, a ni to sam stvar? Ja, izvoli, Tino, bom pa vprašal. Politika je lahko pač tvoja ambicija, s katero se podaš, da boš nekaj naredil, in je pač tvoja ambicija, tako kot je, ne vem, moja ambicija biti zgodovinar. Ampak politika je lahko tudi služba ljudstvu, služba narodu. Ne? Spomnite se recimo britanske kraljice, ki je povedala ob začetku, da bo v službi ljudstvu. To se je včasih veliko govorilo in tudi mnogi politiki vidimo, da so služili ljudstvu, da so bili tam zaradi ljudstva, ne zaradi sebe ali pa svojih ambicij. In takih ljudi danes praktično skoraj da ni več, oziroma se jih ne opazi, nihče se niti ne upa reči tega, zato ker vsi mislijo, da se pretvarja, ne? Ampak to manjka. Jaz nisem rekel, da bi morali vsi politiki priti od zunaj. Ne? Jaz sem rekel, da bi morali prihajati politiki tudi od zunaj in predvsem to, da želim si, da bi videl čim več politikov, ki bi to svojo službo vzeli kot službo ljudstvu. Skratka, brez driva ne gre, to je ena stvar, zdaj pa ta služba ljudstvu. Ne? Ta služba ljudstvu je ena v resnici zelo komplicirana stvar, ker predpostavka, da ljudstvo ve, kaj hoče, potem je pa treba temu ljudstvu služiti, je po mojem mnenju zelo napačna. Ne? Treba imati nekoga, ki en intelektualni del in potem politični del, da zna ugotoviti, kaj pravzaprav se v tem ljudstvu dogaja in v katero smer celoten proces peljati. In to je tisto, kar pa zdaj manjka. Ne? Se pravi, jaz sem govoril prej samo o drivu, zdaj pa je problem, kam. Zdaj, za ta pravega voditelja, pa o tem, kar je Tino govoril, je treba vedeti kam. Zdaj pa treba angažirati intelektualni del. Se pravi, v začetku pri nas v Sloveniji je zadost, da ti aktiviraš njen aktivistični potencial, ki te pripelje na položaj, in to vrstni politiki, jasno, so gotovo premalo za Slovenijo ali pa saj za moj okus. Zdaj, mi rabimo tudi ljudi, ki bi vedeli kam. In zato je treba se poobdati z drugim tipom ljudi. Se pravi, tisti, ki so te pripeljali na oblast, so v tem primeru enostavno premalo. Tisti, ki te morajo obdržati na oblasti, se pravi, vsa ta mašinerija, kako je dober, vpliven in tako naprej, je premalo. Treba je zdaj počasi graditi tisto ekipo, ki bo znala določiti kam. In to ne bo v nasprotju z interesi ljudstva in interesi vsakega posameznika. To smo videli pri prejšnjem predsedniku vlade Miru Cerarju. Iz njega so tudi delali frajerja do te mere, da je celo sam začel verjeti, da je frajer, si je operiral oči, operiral zobe, igral kitaro na televiziji in vse to ni pomagalo. Ampak dve vprašanje imam recimo zdaj za vaju. Zdaj ta pozicija, a ni ta pozicija v bistvu stvar zornega kota? Ne? Se spomnite tistega črnogorskega vica, ki dva Črnogorca gledata tek, pa pravita lega unga od zadaj, ki zaostaja za vsemi, ne? In pravita pa tih bod, ta je naš. In pa on reče, lega je onaka, kako jih goni pred sabo. Ne? Se pravi, stvar zornega kota. In drugo vprašanje, to vprašanje, Igor, kam, ali pa to, kar ti praviš, Tino, se pravi, pametni ljudje, ki pridejo na novo politiko, ki vejo, kaj hočejo in služijo ljudstvu. Kam gremo mi, če predsednik vlade izjavi, ne bi kuril ražnja, dokler je zajec še v gozdu? Pravilni odgovor je gost, ampak vidim, da nihče ne bo odgovoril. Prvo moraš iti po zajca, potem pa lahko zakuriš razen. Ampak evo, izvolite. Jaz bi rekel tako, tu je ta negativna selekcija, ki pri nas vlada že desetletja, da ne rečem stoletje, je privedla do tega, da prihajajo na vrh ljudje, ki niso sposobni tega. In zato potem imamo predsednika vlade, ki dejansko ne bi mogel v nobeni drugi državi postati predsednik vlade, razen če bi rad diktator, nekje, da bi pač z vojsko prišel na oblast. Ampak sicer v demokraciji na Zahodu Marjan Šarec v nobeni državi ne bi uspel priti niti v parlament, kaj šele kaj več. S takim znanjem, s takimi izkušnjami, s tako pojavo. To je enkrat ena. Zakaj prihaja? Trumpu je to uspelo, pa je to največja demokracija kao na svetu.
Veš kaj, Tino, marsikaj se je spremenilo v tej zahodni demokraciji, tudi taki tipi ljudje prihajajo, recimo Berlusconi je na podoben način prišel brez Ampak Šarca ne moramo primerjati z enim ne, seveda, ampak seže do kolen. Slovenija tudi Italija težko seže do kolen. Moraš zmanjšati na nivo Slovenije, veš, to je pač pri nas je to realnost. Ampak ne skrbite, ne, ker za nas manj sposobne pa potem ostane oddaja kot je Faktor, recimo, kjer lahko se pogovarjamo. Ampak tole sem vas hotel še vprašati. Zdaj, čisto na osebni ravni, kje vidva občutite v svojem profesionalnem življenju ta generacijski konflikt, ne? Recimo, Igor, vem, ti si zdaj pred kratkim izdal eno knjigo, za katero nisi dobil finančne podpore javne, ne? Je pa izdal knjigo tudi Niko Toš, ki pa je dobil javni denar za to knjigo in Niko Toš je star 84 let. Zdaj, kaj nam to pove? Ja, to je en velik problem. Recimo, jaz nimam raziskovalnega denarja že 12 let. A to pomeni, da tudi nič ne raziskuješ ali kako je? Ne, nisem plačan za to. Ne? Aha, okay. In zdaj to seveda nobenega ne zanima, ne fakultete, ne univerze, ker sem pač politično bitje in delam politologijo, to ne zanima tudi države in tako naprej. Ampak pustimo zdaj to zgodbo. Ja, mogo bi biti na srednji lesarski. Ampak tisto, kar je problem, ne je, recimo, da so si starejši kolegi, ki so že upokojeni, izborili, da država da približno za raziskovanje 3 milijone. Te 3 milijone ne da dodatno, ampak te 3 milijone grejo na račun mlajše generacije, se pravi tisti, ki so še aktivni. Torej, ni win-win situacija, ampak je zero sum game, se pravi, če starejša generacija dobi, mlajša ne dobi. To imamo zdaj pa še tiste, ki so recimo še mlajši od mene, ne, ki morajo izpolnjevati pogoje, zato da bojo prišli do redne profesure. Skratka, morajo raziskovati, zato pa imamo univerzo. Ja, ni da se sami silite, to je nekako vaše delo. In imaš pa ljudi, ki so stari nad 70 let, ki celo po večini obvladujejo raziskovalno politiko, se pravi so na ključnih položajih in so si izborili, da si sami sebi delijo sredstva in tako sredstvo za to generacijo ni. Zdaj, da se razumemo, jaz nimam nič proti temu, da oni dobijo, samo to bi morala biti državna politika in reči, ob tem, da imamo vse te vitalne potencijale še v igri. Pri 84-ih, ne? Ja. Je treba vendarle obdržati tudi ta del, ki ga redimo za to, da bo z te države naredil neko intelektualno boljšo zgodbo. Tino, kaj ti meniš, koliko knjig bo še izdal Niko Toš? Dosti. To, komu jih bomo plačali. Tudi posthumno, po mojem. A misliš, da bo še kakšna išla? To, kar mu jih plačujemo, jih lahko izdaja, ne? Se to je fair v bistvu, ne? Ja. Ne, to je pač tak sistem, ne? Tudi nasploh v naši kulturi vse tako deluje, ne? Recimo v 80-ih letih smo imeli enega profesionalnega pisatelja, ne? Ki je živel od svojega dela, ne? Pavleta Zidarja. Drugi so delali drugje in so zraven pisali in potem dobili kakšen honorar. Danes je v bistvu praktično vsak, ki konča FDV, je lahko že profesionalni kulturnik, ne, in živi od kulture. Ne, in to je vse dogovorjeno, vse za neke performanse in neke... Ja, če se preimenuje v Janeza Janšo, lahko precej veliko zasluži. Ja, zdaj mimo grede, da smo korektni do starejše generacije in do kolega Toša, letos je bilo 50 let oziroma lani 50 let, kar je bil ustanovljen Center za javno mnenje, ki ga je on ustanovil in gonil tudi v dosti težkih časih, ko politika to ni dobravala. Tako da vendarle na nek način poklon. Mi bi mu dali zaslužen mir, veš, človek mora še kar goniti. Mislim, Janez Zemljarič še kar gradi, veš, Karavanški predor, drugi tir, tudi ljudje si zaslužijo svojo penzijo, lahko bi že nekdo drug prevzel na mesto njih, ne. Ampak tole sem te hotel vprašati, Tino. Njegova agencija za spreminjanje javnega mnenja je gotovo toliko naredila, da bo on imel zasluge še, kot sem rekel, posthumno. Ja, to sem te hotel vprašati, Tino. Recimo ta primer Kobala, ne, ampak tisto, kar je zgodba se mi zdi pomembna za današnjo debato. Ne? On na tem natečaju, ki ga vsako leto razpiše Celjsko gledališče, s tem svojim plagiatom ni zmagal. Ne? Zmagala je neka druga, mlajša avtorica, neuveljavljena, potem so pa spremenili prakso v Celjskem gledališču, niso uprizorili njenega dela, čeprav je zmagala, ampak so uprizorili Kobalovo delo in so mu posebej plačali za to, da so uprizorili njegovo delo. Kako si ti za to razlagaš? To pove, to je ta medgeneracijski konflikt. Ne? Ampak v ozadju je že stoletje, lahko rečemo, ne, je eno obnašanje nacije, naroda, ki ga je Cankar imenoval hlapci, ta hlapčevski kompleks, ali danes temu rečemo nizka samozavest, slaba samopodoba. Zaradi te kolektivne slabe samopodobe, ker se nimamo radi, ker se imamo za slabe,
se potem med sabo grizemo. Tisti, ki ima nizko samozavest, je veliko bolj ljubosumen na soseda, brata, somišljenika, kot recimo tisti, ki ima visoko samozavest. In to je problem, recimo na desni sredini je te samozavesti še toliko manj, zato je potem še toliko težje uspeti. In v taki situaciji kdo prosperira? Prosperira tisti, ki kima, tisti, ki je nekonflikten, tisti, ki ne ukazuje, tisti, ki ne poriva družbe naprej, ampak tak, ki nič ne naredi. In zdaj smo prišli do tega, da dejansko mi si samo želimo predsednika vlade in ministre, ki bi čim manj delali, da naredijo čim manj škode. In to je absurd. Igor, zakaj ti recimo ne znaš kimati pa to, kar je zdaj Tino povedal, pa bi ti bilo lepše v življenju? Ja, to zdaj počasi bom mogoče naučil, pa bo prepozno. Ne bo, do 84 leta imaš čas. Zdaj bom počasi lahko že konkuriral za una sredstva penzionistična, tam pa mogoče ne bo take vrste. Ampak veš kaj tlele, recimo v politiki. V politiki nam manjka mehanizem za socializacijo mlajših ljudi v politiki. Včasih je to bila ZSMS in ko je LDS recimo sprivatiziral to mladinsko organizacijo in iz nje naredil stranko, smo mi to izgubili in imamo zdaj nam iz tega neke strankarske podmladke. In kaj se nam dogaja? Recimo ravno prej si tega Vrtovca omenil, nam se dogaja revolucije tako na 20 let in to spet generacijske. Se pravi, ti tam mladi so zdaj spodnesli ono generacijo, spodnesli so tole predsednico, zdaj še Lojza, mogoče bojo še tega Horvata, se pravi, tam se zgleda, ampak zakaj mora biti tako horukarska zgodba? Recimo, mi smo imeli pri socialnih demokratih Mirana Potrča, ki je nekako bil skozi zraven in bil na nek način mentor in glavna sila. Medtem, ko je bil Kučan, ni bil v stranki, ne zamrznil. Bil je Janez Kocijančič, ki je bil dosti aktiven. Tako da smo imeli nekako ta prehod. Zdaj, to, kar se je zdaj zgodilo, je mogoče ta problem degeneracije, ki je 10 do 15 let mlajša, nekako bolj suvereno se skupaj zastavlja. Se pravi, ta poskus Židana, da bi se navezal na recimo Kučanovo generacijo s tistim predvolilnim, da bi izmenoval svet modrcev, se je pač ponesrečilo. Zdaj, seveda na neformalni ravni stiki tečejo, ampak na formalni je bil poskus, da bi obudili forum penzionistov in tisto je tudi nekaj časa funkcioniralo, zdaj ne vem, kako to teče. Skratka, neki poskusi v to smer so kar naprej, da ni ta horukarska zgodba, da zdaj, ko je Peterletova in ona generacija šla, bo pa prišla mlada in tako, da bo te zrili na stran. Ja, veš kaj, Igor, prosti, samo Altino, prosti. Zdaj, poskusi so, ampak vendarle ne bi kuril ražne, dokler je zajec v gozdu. Zato gledalke in gledalci, počakajte še malo, da gremo po zajca v gozd, se vrnemo po oglasih, ko s komentatorjema podamo zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Tino, kdaj pa po tvoje Slovenija sposobna izkoristiti vse svoje potenciale, ne glede na generacijo, iz katere prihajajo? Težko verjamem, da bo to kdaj storila, je pa pot in sicer s tem, da se začne zavedati same sebe, da se začne zavedati svoje vrednosti, da se začnemo zavedati svoje zgodovine, vrednosti svoje zgodovine, da smo vredni, da smo v redu, da z nami ni nič narobe, da smo dobri državljani, dobri Slovenci, dobri ljudje. In to lahko delamo samo s tem, da se oziramo nazaj, oziroma se oziramo vase in se oziramo v našo zgodovino. Recimo, če se osredotočimo na trenutek osamosvojitve, ko je bila Slovenija celotna, enotna in dosegla nekaj, kar je bilo leto prej nemogoče. Na to smo lahko na moč ponosni, tega Kurdi, ki jih je 25 milijonov, nimajo. Igor, eden izmed naših gledalcev je tweetnil, da ti si stari prdec, ampak je škoda, da si šel iz politike, ker mlade pištole, ki so ostale, sam pokajo, pa ni nobenih rezultatov. Te to laži ali te na nek način draži? Pa ne, jaz se zdaj ukvarjam tako, kot Dino pravi. Tino!
Dobro, lej, si pokuril si vse kredite, moramo zaključiti. Dr. Igor Lukšič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajanje današnje komentarje v naši oddaji. Posebej pozdravljamo Dina, ki ga Igor ves čas omenja. Gledalke, gledalci, to je bila generacijska 238. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, zakaj se ponavlja primer Andreje Šiško oziroma zakaj globoka država preganja Gašperja Ferjana. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče. Je,